Iz medijev na nek način, tako kot vsi ostali, smo izvedeli pač, da se pripravlja reorganizacija nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki naj bi zajela poleg naše enote tudi ostalih 28 enot. Zdaj, kaj konkretno oziroma uradno nismo bili strani Ministrstva za zdravje obveščeni. Vseeno, v vsakem primeru naša reakcija je proti temu. Mi smo dejansko pozvali naše ustanoviteljici, mestno občino Krško in pa Kostanjevico na Krki, da nas podprejo pri prizadevanju za ohranitev obstoječe organizacije nujne medicinske pomoči. Ravno tako smo o tem obvestili vodstvo Nuklearne elektrarne Krško. Tudi smo danes sklicali svet zavoda, na katerem bomo obravnavali to problematiko, predstavili naša stališča, zakaj je ta enota NMP ustreza v to okolje, zakaj je pomembna in zakaj na nek način je potrebno, da ostane na istem nivoju, tako da bo to v četrtek 15. v 15. uri tudi potekalo v našem zdravstvenem domu. Jaz verjamem, da bomo vsi enotnega stališča, da dejansko podpremo sedanjo organizacijo in smo proti katerimkoli pač spremembam. Zakaj? Ker imamo pač ustrezno opremljene ambulantne prostore, reševalna vozila, aparature za nujno medicinsko pomoč, imamo ustrezno usposobljen kader s specialnimi znanji, tudi iz področij, ki so pomembna za zagotavljanje zdravstvenega varstva in intervencije v Nuklearni elektrarni Krško. Mislim, da je to naša specifika, ki je drugi v Sloveniji nimamo. Da imamo na nek način dolgoletno prakso iz nujne medicinske pomoči, ki se je pač izkazala za ustrezno, uspešno in verjamem, da bi kakršnokoli pač okrnitev te enote pomembno vplivala na vse naše prebivalce oziroma obeh občin, ki jih pač pokrivamo. S tem bi pač se poslabšala zdravstvena oskrba za vse prebivalce, torej obeh občin, vplivalo bi na obstoječ način, koncept zagotavljanja celovite medicinske oskrbe za nek. Nastali bi lahko viški med zaposlenimi v nujni medicinski pomoči, nejasna bi bila usoda medicinske opreme in nujnih reševalnih vozil, dodaten pač priliv bi pač občutili tudi naši izbrani osebni zdravniki v splošnih ambulantah, pediatričnih ambulantah, ki bi bili s tem dodatno obremenjeni. Mi pa na nek način govorimo, kako bomo razbremenili te naše zdravnike v ambulantah in pa zagotovili dostopnost do zdravstvenih storitev z ukinitvijo kakršnekoli oblike pač urgentne pomoči v zdravstvenem domu, bomo dostopnost kvečjemu zmanjšali. Spet govorim pač iz informacij, ki smo jih pridobili iz medijev, uradno pač nismo bili seznanjeni, v čem bi bili okrnjeni. Tako da, ampak iz tega pač, ki je pač priloženo na spletu ali karkoli v medijih, pač lahko rečemo, da naš zdravstveni dom ne bi imel več dežurnega zdravnika, dejansko bi nam ostalo samo dve vozili reševalni z diplomiranimi zdravstvenika in pa z dvema zdravstvenima reševalcema, ki bi bili pač dostopni oziroma na klic dispečerske službe poslani na teren, kjer bi se pač zgodila intervencija. To pomeni, da bi od ponedeljka do petka v dopoldanskem času za kakšne urgentne primere mogli poskrbeti naši obstoječi zdravniki, ki so pač v zdravstvenem domu ali pa postajah. Po noči ne bi bilo zdravnika, ravno tako ne med pač vikendi in prazniki, kar pa zdaj na nek način dobro veste, da mi še dodatno zagotavljamo, dodatno okrepimo naše ekipe v času sobot, nedelj in praznikov, saj v dopoldanskem času zagotavljamo dodatnega zdravnika, dodatno sestro, ki poskrbi za vse ambulantne primere in je potem ta drugi zdravnik, ki je terenski, lahko razpoložljiv za celo območje, ki ga pokrivamo. Jaz verjamem, da se bi s tem močno povečale čakalne vrste tudi v urgentnih centrih in verjetno tudi SUC-ih, da bi bil odzivni čas na nek način, na neko intervencijo, klic našega občana veliko daljši, kot je sedaj, in bi bila tudi možnost preživetja v hujših razmerah veliko manjša. Zdaj ravno delamo neke analize, tako da iz glave vam težko karkoli povem, kar se tiče število intervenc, bomo pa imeli do sveta zavoda naslednji teden, to se pač transparentno tudi pripravljeno. Vsekakor že iz pač nekih primerljivih rezultatov iz preteklosti lahko rečemo, da smo tisti v regiji, ki imamo največ intervenc, ker tudi pokrivamo največjo območje, kar se tiče kvadratnih kilometrov in tudi število prebivalcev.
bom rekla, imamo usposobljene specialiste urgentne medicine, ki se pač odzivajo na terenu in uspešno rešujejo tudi določene stvari, ki jih drugače bodo reševane sedaj v urgentnih centrih. Pri nas imamo sobo za reanimacijo, imamo pač kirurško ambulanto, imamo ustrezne aparature, kot so respiratorji, EKG-ji. Tudi sedaj pred novim letom smo vršili še vrsto nabav, posodobitve te opreme in na nek način jaz upam, da jo bomo uporabljali naprej.